V uredništvu avtomobilnosti smo si rekli nekako takole. Če se bo korona z nami družila še nekaj časa, potem je najbolje, da se naučimo z njo čim bolj normalno živeti. Ob upoštevanju vseh COVID priporočil na dan snemanja smo tokrat z vami skupaj spet zagrizli v hibridno tehnologijo. Ko smo jo preizkušali nazadnje, ste preizkusili mehke hibride, polne hibride in priključne. In takrat smo ugotovili, da je vsaka izmed izbir za nekoga dobra. Se pravi, je odvisna od tega, kako zahtevani uporabniki in kakšne potrebe pravzaprav ima. In ugotovili smo vselej, da se taka vrsta pogona najbolje obnese pri mestni vožnji. Idealna kombinacija je torej polni hibrid v mestnem avtomobilu in to je tisto, kar nas zanima tokrat. In zato smo vam na preizkus ponudili najnovejšo hibridno tehnologijo v najbolj vročem mestnem avtu ta hip, evropskem avtu leta Toyota Yaris. V naši oddaji o hibridih nismo samo veliko govorili, skupaj z vami smo jih veliko tudi že preizkusili. Od mehkih do klasičnih in priključnih. Vselej se je izkazalo, da so razlike med njimi precejšnje in da je predvsem od uporabnikovih zahtev in želja odvisno, katera izbira se bo na koncu izkazala za najboljšo. Ne glede na tip hibridnega pogona pa je jasno, da se hibridni pogon najbolje obnese pri mestni vožnji. In kombinacija mestnega avta in hibridnega pogona je tisto, kar nas danes zanima. Osnove smo torej ponovili. Zastopniki in prodajalci avtomobilov nam povedo, da se v salonih zelo pogosto zgodi, da ko kupcem predstavijo hibridno različico avtomobila, ti rečejo, da še niso pripravljeni za nakup električnega avta. Sledi prodajalčeva razlaga, da to ni električni avto. No, je električni, ampak v resnici ni električni avto, ker nima kablov in vseh težav povezanih z elektriko. Kakorkoli že, prodajna iskrica je močno na prepihu. Sledi nepotreben zaplet. Zato smo si mi rekli drugače. Koliko pa tak mestni hibrid pri mestni vožnji v resnici prevozi samo na elektriko? Zato smo za naše tokratne testne voznike pripravili prav posebno pot po prestolnici. Zdaj smo že na 6. kontrolni točki pri Zmajskem mostu. Poznate legendo o tem, zakaj Zmaj ne zamahne z repom, ko gredo Ljubljančanke mimo? Vsi vozniki bodo prevozili popolnoma enako pot, shranjeno v navigaciji. Google pravi, da traja približno 1 uro. Bomo videli. Predvsem pa bomo videli, kakšna bo njihova povprečna poraba goriva in še bolj, tokrat nas zanima tudi to, koliko časa bodo prevozili zgolj na elektriko. Odstotek časa prevoženega zgolj na elektriko in seveda razdaljo prevoženo zgolj na elektriko pa ne bomo merili na palec ali po občutku, ampak s pomočjo aplikacije MyT, MyToyota. Ta ima med drugim tudi zelo natančnega ekotrenerja in ta je tisti, ki nas danes najbolj zanima. Njega bomo vprašali, kako so naši vozniki vozili. Kako deluje? Podatke o vožnji pošilja prek SIM kartice v medmrežje, tako da lahko rečemo, da je ta Yaris že povezan. Aplikacija ponuja marsikaj, ampak mi bomo danes uporabili predvsem tole. Ocena voznika glede hibridne vožnje. Ta se izračuna na podlagi tega, kako voznik vozi in na splošno energetsko učinkovitost hibrida. Baza podatkov je zelo velika in iz nje ekotrener vozniku na koncu tudi ponudi nasvete za izboljšanje ekovožnje, ampak do tega še pridemo. Preračuna pa tudi čas vožnje v načinu elektrike, odstotek od skupne prevožene razdalje, ki je bila prevožena zgolj na električen način delovanja in porabo, čas vožnje in še marsikaj. Zdaj pa je čas, da za volan sede prvi testni voznik. To bo tokrat Robert. Hibrid sem vozil prvič. Toyota Yaris se mi zdi zanimiv avtoček, jaz nisem navdušen nad velikimi avti. To sploh ne, mi je ta majhnost všeč, okretnost, to mi je v bistvu plus. Tihi preklopi med elektriko in klasičnim pogonom, bencin. Ne, to je bilo prvič, tako da mi je bilo zelo interesantno, kako se obnaša. Zvok, kot da ga ni, zvok mašine si čist mejhan čutil, neslišen avto.
Ne vem, pač saj sem dvakrat pač meham bolj pohodila po plinu, mi je pač ta pospešek malo super. Nimam nič proti njemu, pač se ne opazi, da je pač neka kombinacija hibrida pa benzina. Če bi en rekel, ne bi nikoli opazila. To mora biti res zanimivo, kdaj mu da un signal, zdaj moram pa jaz tebe vključiti in da začne sam delati, a ne, sej verjetno je v mirovanju, a ne, kada ti res gas pohodaš, kad takrat ne more elektrika do izraza pridati, se pol pomaga s tem motorjem. Nisem zaznal, da je bil preklop, videl sem na displeju, splošno mi je pa zelo všeč, so aplikacije dovršene, da je dobra, ne vem, grafika, da je enostavno za uporabnika. V naš tokratni test pa smo vnesli prav poseben japonski običaj. No, nikakor ne gre samo za japonski običaj, gre samo za Lexusov japonski običaj. Ko pride lastnik Lexusa na Japonskem po svoj avto na servis, ga ob odhodu pospremijo peš do izvoza, se prepričajo, da je varno zapeljati na glavno cesto, mu pomahajo, da lahko zapelje in potem mu v slovo mahajo, dokler ga lahko vidijo. Na ta način svojim strankam izražajo spoštovanje in jim želijo varno pot. Tako kot danes mi našim voznikom. Tempomat je tudi v redu, samo sem ga zelo malo lahko izkoristil, glede na konico današnjo. Tudi asistent za zavoro v sili je enkrat prav prišel, oziroma sem po istem času tisnil zavoro, kot se je lučka pokazala. Je pa fajn, ja, kad ti sam brenza sam pospešuje, ni une utrujajoče vožnje, da preko, ne. To, če vsak dan se na tak šik voziš, da imaš to naštiman, to fajn, a ne, sam ti brenza, čeprav moraš biti pa isto zbran zraven, da slučajen ni uno, ker ne moreš avta pol kriviti, če je kaj narobe. Všeč mi je bilo, da imaš na dosegu prstov, ne, preklope raznih tipk. Vsaka stvar ti jemlje neko pozornost, a ne. Tako, ker je na dosegu roke tipke, je to na dosegu oči, a ne. Bi bil ta naslednji korak. Ne bi šla na električnega, bi prej šla na hibriden avto. Se mi zdi, da sama ta funkcionalnost hibridnega, pač natankaš bencin, ki itak splošno uporabi, navajen si veš, kako se ti obnaša motor, pa tudi vzdrževanje. Hibrid je pa pač ta neka prednost, ko imaš neko dodano vrednost, da mora biti manj potrošiš bencina, pa še nekaj boljšega za okolje, ne. Naši tokratni testni vozniki so odpeljali traso po Ljubljani. Imamo zbrane podatke in predelanje. In imava zmagovalko. Toliko že lahko izdava. Na 22,5 kilometrski stezi je bila Špela tista, ki je imela povprečno porabo 3,6 litra na 100 kilometrov. Ampak to porabo je dosegla z pomočjo elektrike. To smo tokrat iskali. Kar 68% te poti je namreč prevozila z elektriko, kar je odličen rezultat. Tako in tako, za nekoga, ki je pa prvič sedel v hibridu, pa sploh. Špela, čestitke. Zdaj en vikend je nagrada s temle evropskim avtom leta, tako da izvoli, avto je tvoj, lahko se kar odpelješ. In seveda čestitke strani celotne ekipe avtomobilnosti in vseh, ki ste se tokrat preizkusili v našem izzivu.